V moji generaciji je bil recimo Carl Sagan pa njegov Kozmos, nekaj, kar smo vsi gledali. Se spomnim, da sem si delal zapiske pred televizijo, ki ima še zdaj shranjene. Velikokrat je to, kdo nekaj pove, bistveno bolj pomembno, kot kaj pove. Na področju dostopa do informacij res zdaj ni več nobenih težav. Če odpreš internet, če imaš malo občutka, najdeš takoj zelo zanesljive informacije. Dobrodošli v Metro minutkah. Tokrat je z nami verjetno najprepoznavnejši slovenski komunikator znanosti Sašo Dolenc. Sašo, lepo pozdravljeni. Zdravo, hvala za povabilo. Sašo, po izobrazbi ste tako fizik kot filozof. Na prvi pogled je to precej nenavadna kombinacija. Kako to, da vas je pritegnilo oboje in kje se ti dve vedi srečata? V bistvu zato, kar počnem, to se pravi, poskušam razumeti znanost in nekako predstaviti ljudem. Se mi zdi, da je dobro, da imaš en temelj v naravoslovju in drugega nekaj v humanistiki, tako da poznaš čim širši spekter znanosti oziroma vednosti, da se znaš orientirati. Vse skozi so me pa zanimala v bistvu ista vprašanja, ki sem jih najprej poskušal odgovarjati skozi znanost, vse skozi sem pa hodil tudi na predavanja na filozofsko fakulteto in potem tam nadaljeval s filozofijo znanosti. Tako da mislim, da je kar nekaj ljudi tudi po svetu, ki jih poznam, ki imajo to kombinacijo, tako da za neko refleksijo znanosti se mi zdi to zelo v redu. Ok, se pravi, to je... Ti dve vedi se na nek način srečata ravno na področju komuniciranja znanosti, verjetno. Ni nujno, da ravno tukaj, to pač sploh neka refleksija same znanosti potrebuje filozofijo, oziroma znanost je bila že skozi nekako vpeta v filozofijo oziroma v ta pogled. Tako da skozi zgodovino so sami znanstveniki razmišljali o nekem širšem umeščanju tega, kar počnejo, v družbo, v neko zgodovino idej, in so napisali tudi veliko knjig na to temo, in nekako iz tega potem izvira tudi filozofija znanosti, tako malo v širšem razumevanju, ne zelo tehničnem, te besede. Tako da se mi zdi, da zdaj smo pa v času, ko je ta znanstvena produkcija neznansko velika, in tudi sama znanstvena vednost je pomembna tudi za širše ljudske množice, da tako rečem, če živimo v demokraciji, zato ker ljudje v bistvu imamo kar veliko moč, in je dobro, da vemo, kaj se dogaja tudi na področju vednosti, tako da se mi zdi, da dobro delujoče demokracije ne morejo funkcionirati brez tega, da so ljudje tudi dobro obveščeni. Kdaj in kje pa ste se vi konkretno navdušili nad komuniciranjem znanosti? Je bilo to v času študija ali kasneje? Mislim, kaj konkretno vas je navdušilo? Ja, te vsebine sem že ves čas spremljal. V moji generaciji je bil recimo Carl Sagan pa njegov Kozmos, nekaj, kar smo vsi gledali. Se spomnim, da sem si delal zapiske pred televizijo, ki jih imam še zdaj shranjene. Tako da in poskušal sem v tistem času dobiti vse knjige, vse materiale, ki so bili na voljo, da sem si čim bolj razširil znanje na tem področju. To v tistih časih, v 80-ih, 90-ih, ni bilo tako lahko, kot je zdaj, ko odpreš internet, imaš v bistvu vse na voljo. Tako da takrat smo zelo hlastali za znanjem in poskušali tudi najti neko povezavo, ne samo jaz, tudi kolegi in kolegice, povezavo znanja, ki smo ga pridobivali v šolah in na fakulteti z vsakdanjim svetom, s tem, kar smo živeli, nekako,
To je bilo tudi meni ves čas pomemben izziv, no? Kako zdaj to dvoje povezati. In ko sem zase si začel delati določene zapiske, sem hitro ugotovil, da bi to lahko bilo zanimivo tudi za druge. In zato, ko je prišel internet v naše kraje, začel objavljati na spletni strani, pridružili so se še drugi in na ta način je recimo nastala Kvarkadabra, spletna stran. V času eksponentnega znanstvenega napredka, ko posamezna področja postajajo vse bolj eksaktna in jih slehernik vse težje razume, se zdi komuniciranje znanosti še toliko bolj pomembno. Pa me zanima, kaj točno počne komunikator znanosti in na kakšen način lahko kompleksna znanstvena dognanja približa ljudem. Ja, to je neka, rečemo, dokaj novo področje ukvarjanja, kjer potrebuje tisti, ki počne to neko kar obsežno znanje same znanosti, tako da se zna orientirati, da zna razumeti tudi znanstvene članke, da ni odvisen samo od posrednikov. In po drugi strani mora pa tudi imeti neko žilico za to, kako to znanje potem predati naprej različnim ciljnim publikam. Ali to preko zapisov, videa, podcastov. Zdaj so ti mediji že zelo raznoliki, ne? Vsak zahteva neke svoje posebnosti, ampak osnovna ideja pa je to, da nekdo, ki se ukvarja s komuniciranjem znanosti, v bistvu naredi neko sintezo vednosti na nekem področju in prevzame za to sintezo tudi odgovornost. In potem on predstavi to naprej neki ciljni publiki na način, da ta publika to razume in hkrati vzpostavi tudi komunikacijo tako s to publiko, ne, kot stroko, da pač mora imeti nekako zaupanje na obe strani. Ne. Tako da v bistvu ni tako enostavno to, kakor se mogoče zdi na prvi pogled, in najlažje si pa mogoče to novo področje nekako predstavljamo tako, da ga opredelimo kot nekaj, kar ni novinarstvo. Zakaj ni novinarstvo? Zato, ker novinar se ponovadi postavi kot predstavnik javnosti in sprašuje, išče odgovore kot tipičen predstavnik neke ciljne skupine, ki jo zastopa. Ne. Nekdo, ki komunicira znanost, pa v bistvu naredi neko sintezo znanja in ga potem predstavlja publiki in prevzame za to odgovornost. To, kar novinar večinoma ne počne. Ne. Hkrati se pa tudi zdaj pojavlja kar veliko raznih PR-ovcev na področju znanosti, ki so zelo koristni, ki pomagajo znanstvenikom oblikovati tisto, kar oni počnejo, na način, da to pride v medije, da novinarji to razumejo. Ampak to je spet nekaj drugega, nekaj PR-ovc nikoli ne podvomi v tisto, kar mu nekdo naroči, da pretvori potem v obliko, ki je razumljiva širši skupini. In nek tak lakmusov papir za to, a si v domeni komuniciranja znanosti ali pa stikov z javnostmi, ne, ali pa strateškega komuniciranja, kakor se zdaj temu reče, je ravno to, da si tudi kritičen. Ne. Da včasih prepoznaš navidezno lažno znanost in to tudi poveš. Tako da tukaj se mi zdi, da tudi ima sama znanstvena sfera lahko kar velike koristi od tega področja, ne samo v tem smislu, da pripomore tem, da se širša javnost seznanja s tem, kar se dogaja v znanosti, ampak da tudi vzpostavi nek način samorefleksije znanosti, ki je v današnjem času zelo potreben. Se pravi, če povzamem na kratko, znanstveni novinar se predvsem sklicuje na avtoritete na področju znanosti, medtem ko komunikator znanosti razume te stvari in pač... Tako je, ja, to je nekako bistvo. Okay, kako pa se je komuniciranje znanosti obneslo, ko smo ga najbolj potrebovali, se pravi v času epidemije COVID-a?
Sta zdravstvena stroka in politika javnosti po vašem mnenju dobro tolmačila takratno dogajanje? In ali bi lahko boljše komuniciranje zmanjšalo nezaupanje ljudi, ki se je začelo širiti v tistem obdobju? Ja, tukaj lahko primerjamo recimo različne države. Nova Zelandija je bila takrat z premijerko, mislim, da v špici tega dobrega komuniciranja. Ona je imela cel štab znanstvenikov in strokovnjakov za komuniciranje, ki so ji pomagali formulirati te strokovne vsebine na način, da jih ljudje lahko razumejo, in potem ona prevzela glavno vlogo tega, da je to na nek poljuden način predstavljala ljudem in gradila neko zaupanje v odločitve, ki so bile tudi, mislim, da v Novi Zelandiji kar stroge. In to jim je uspelo potem, prav s takimi ukrepi so uspeli kar bistveno zmanjšati tako širjenje teh raznih napačnih informacij, kot doseči pripravljenost ljudi, da so dejansko sprejeli te ukrepe, in imeli malo potem žrtev. In ključno je bilo tudi to, da so sledili, kako ljudje recimo mogoče nekaj narobe razumejo, in so potem intervenirali na različne načine z dodatnim pojasnjevanjem tam, kjer je bilo to potrebno. To se mi zdi nek tak dober pristop, ker ne vem, koliko je zdaj univerzalen, lahko tudi za mogoče večje, bolj raznolike države, ampak ključno je, da tudi pač tam, kjer ima država mogoče bolj raznolike publike, da se najde nekaj ljudi, ki jim posamezni deli javnosti zaupajo in se potem preko teh ljudi naslavlja v takih primerih te skupine, ker velikokrat je to, kdo nekaj pove, bistveno bolj pomembno, kot kaj pove. Zato, ker na področju dostopa do informacij res zdaj ni več nobenih težav. Če odpreš internet, če imaš malo občutka, najdeš takoj zelo zanesljive informacije, najdeš pa tudi zelo veliko nezanesljivih informacij. Zdaj, ključno je, da se tukaj vzpostavljajo neki kanali zaupanja, ki so hkrati verodostojni. To se mi zdi ključno. In v Sloveniji mislim, da tukaj nismo bili najboljši. Kaj pa je šlo v Sloveniji, če primerjate z Novo Zelandijo, na primer, konkretno narobe? Ja, mislim, da pač ena od napak je bila, da se je preveč univerzalno poskušalo komunicirati in se ni gledalo, kaj so, kako ljudje razumejo v različnih sferah ta vprašanja. In bi bilo treba bolj tačno potem usmeriti komunikacijo na različne skupine in skozi njihove oči nekako popravljati potem te napačne informacije, ker vsi so si želeli nekako zaščititi sebe, svoje bližnje, samo na različne načine. In zdaj, če nekdo prepričan, da mu bo cepivo škodilo, pa je to iskreno prepričan, ima tudi nek krog ljudi, ki enako mislijo, mu še toliko neke citiranja znanstvenih člankov in raziskav ne bo pomagalo. Tako da tukaj je treba najti neke druge načine, kako pristopiti k tem ljudem in jim potem nekako pomagati znotraj njihovega horizonta razumevanja. Zdaj pač, kako se pa na koncu odločijo, pa pač njihova stvar. Ampak pomembno je pa na ravni populacije, pa je pomembno, kako se ljudje odločajo, ker ima to lahko velike posledice za celotno družbo.